Kako radodarni so ljudje in podjetja v časih krize? Se kaj pozna na donacijah? Zagotovo. Lahko rečem, da leto dni nazaj je bilo več, je bila mošnja nekoliko debelejša in je bila odločitev donatorjev nekoliko lažja. Danes, ko je marsikdo prišel v težave, pa mora zmanjšati ta sredstva, pa vendarle večina tistih, ki so resnično pripravljeni nekaj darovati, tudi darujejo, pač nekoliko manj. Darovana sredstva strani časopisne hiše Večer, kako jih boste porabili? Mi bomo ta sredstva porabili za pokrivanje večjih stroškov robotske kirurgije med tistim, kar nam plača Zavod za zdravstveno zavarovanje in med realnimi stroški. Gre dejansko v celoti za podporo razvoju te robotske kirurgije. Odkot izvirajo zbrana sredstva, ki jih je časopisna hiša Večer namenila celjski bolnišnici? Medijska hiša je v tem letu izvedla 3 donacijske akcije na področju zdravstva oziroma zdravja. Začeli smo spomladi v Slovenj Gradcu, kjer smo pomagali zbirati sredstva za magnetno resonanco. Trenutno poteka zbiranje sredstva v okviru donacijske akcije v Podravju za Splošno bolnišnico Ptuj za zbiranje mamografa. In sedaj zaključujemo na nek način akcijo zbiranja sredstev za izboljšanje oziroma za robotsko kirurgijo, ki absolutno tudi po našem mnenju bistveno izboljša kvaliteto samega zdravljenja. Sredstva so zbrana iz 2 delov. Lahko rečem, da je približno 3000 evrov. So zbrali posredno naročniki, predvsem tukaj iz celjske regije, namreč del naročnine v mesecu septembru smo namenili v ta fond. Za samo akcijo prodaje časnika po celjski regiji in celoti je ta izkupiček šel v ta znesek in sama medijska hiša dodala še približno 17 000 evrov v oglasnem prostoru, ki smo ga seveda skupaj potrebovali in porabili za to samo izvedbo same akcije. Boste morda s tovrstnimi akcijami nadaljevali tudi v prihodnje? Absolutno, imamo v planu v prihodnjem letu narediti večje število tovrstnih akcij, odvisno od interesa predvsem posameznih regij in njihovih bolnišnic, vkolikor bo akcije seveda z področja zdravstva in zdravja. Kakšne so prednosti robotske kirurgije in zakaj vse jo boste uporabili v celjski bolnišnici? Glede, v celjski bolnišnici, kot smo že omenili, je to od 11. maja lani, ta robotska kirurgija na pohodu. To je minimalno invazivna metoda, pacientu všečna metoda, zaradi tega, ker ga praktično po posegu je hitro vrnen v normalno življenje. Veste pa, da zadnje čase, oziroma ljudje smo zdaj tako narejeni, da moramo čim prej biti popolnoma aktivni. Včasih je bilo, zato si en cel dan porabil. En cel dan za zdravnika, zdaj uro pa pol, ostalo pa biznis ali pa karkoli drugega. In zato je ta metoda, ki vrne na hitrco bolnika nazaj v normalni življenjski ciklus, izredno pomembna in mislim izredno dobra in pisana pacientu na njegovo kožo. Napravili smo že preko 200 teh posegov in vsi ti posegi so, vsi pacienti, lahko rečem, so bili zelo zadovoljni. V glavnem to uporabljamo za karcinom prostate. 6 smo pa že naredili karcinom ledvic, to delajo predvsem mladi urologi. Začetnik te metode pa moramo povedati, pa je dr. Sandi Poteko. Po vsem povedanem bi lahko sklepali, da boste v prihodnje potrebovali manj zdravnikov, če bo del opravil robot. Robot je res robot, ampak upravlja ga človek. Tako da praktično so tu vsi zdravniki zraven, morda resnično, da je tukaj en zdravnik manj, ker sta samo 2. Pri klasični metodi so pa potrebni 3. Sam je pa drugih stvari toliko veliko, da to pri zdravnikih ne bo nič pomagalo.